Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, dovolite mi, da pred začetkom otvoritve nocojšnje razstave kiparja Jureta Smoleta preberem protestno izjavo vodstva, zaposlenih in sodelavcev Kulturnega doma Franca Bernika Domžale. Kot veste, danes namreč poteka v delu javnega sektorja stavka, tudi na področju kulture. V našem kulturnem domu smo se odločili, da ne bomo stavkali z odpovedjo dogodkov, pač pa ob dogodkih. In bomo ob tem opozorili na položaj zaposlenih in tistih, ki delajo v kulturi in na splošno stanje v njej. Obenem izražamo tudi solidarnost in podporo vsem, ki danes stavkajo. Pri tem želimo poudariti, da po našem mnenju ni problem v plačah javnih uslužbencev v kulturi. Te so resnici na ljubo že vse od sprejetja Virantove plačne reforme v povprečju še za 20% nižje od drugih kolegov v javnem sektorju in so odraz mnenja, da si v kulturnih ustanovah ne zaslužimo enakega plačila kot v drugih javnih ustanovah. Ker je pač težko primerjati ceno in vrednost dela tako različnih področij in ker je pač kultura razglašena za odvečno in nepotrebno razkošje. In pri tem ne bomo in ne želimo pristati na to, da bi nas tisti, ki odločajo, sprli med seboj. Niti z delavci v realnem gospodarskem sektorju, niti delavcev v javnem sektorju med seboj in ne nazadnje niti kulturnikov, ki imamo zaposlitev v javnih zavodih, s tistimi, ki delajo v nevladnem sektorju. Preveč preprosto bi bilo. Kultura v tako majhni sredini, kot je Slovenija, ne more preživeti in živeti brez državne in lokalne pomoči in sofinanciranja. Žal pa so se tisti, ki so si prisvojili možnost odločanja v našem imenu, so se odločili, da kultura ni več pomemben del družbe, da nima vpliva na naše nacionalno, ekonomsko in duhovno stanje, da je njena vloga postranska, namenjena zgolj še zabavljaštvu in kot taka lahko životari nekje na družbenem obrobju. Ob tem je žal po vsesplošni razprodaji nacionalnih in tudi lokalnih finančnih in gospodarskih gigantov, subjektov in tovaren na sponzorje in dobrotnike žal vse težje računati. Kultura je zares v težki in nezavidljivi situaciji. Kulturno ministrstvo je izgubljeno in brez vizije ter prave energije tava in blodi. Ne zna stopiti v bran svojim ljudem in se postaviti z vsem bogatstvom in širino naše kulturne ustvarjalnosti. Tisti, ki imajo moč in denar, diktirajo in poneumljajo s plehkostjo in banalnostjo, tako da, na primer, nacionalna televizija kulturne vsebine popolnoma brez sramu umešča v najbolj pozne nočne ure,
Namesto kvalitetnih dramskih serij in filmov pa podpira parade slabega okusa in bebavosti v obliki Eminih izborov. Mi spremljamo in se vsakodnevno družimo s kulturniki in umetniki in jim omogočamo, da pri nas pokažejo svoje najboljše dosežke. Opažamo, kako težko se preživljajo. Mnogi so prekarni sužnji novega veka, drugi skoki v kvantiteto in komercialno sfero, ki daje nekaj dodatnega zaslužka, skušajo preživeti čim bolje. In če smo že v galeriji, morda je prav na likovnem področju stanje najbolj porazno in najtežje. Zato danes sporočamo, samo družba, ki bo dala možnost in svojo ceno ustvarjalnosti, kreativnosti in iskanju, bo preživela. Zato ne potrebujemo nobene milosti, pač pa si s svojim delom in poslanstvom zaslužimo pravo in spoštljivo mesto v družbi, tudi takrat, ko se štejejo in premetavajo po vladnih in lokalnih mizah naši skupni novci in denarci. Hvala, ker ste nam prisluhnili. Jaz ga nadaljujem. Draga publika, tisti, ki ste pri kipih, prosim, boste zavrteli v desno. Vrteti se morajo, ker bomo zdaj malo molili. Ja? They say it's a matter of time, 1,000 days and the sun won't shine before I come back to you. And I'm happy, nothing's going to stop me. I make my way home, I make my way. For your love I will go far, I wanna be wherever you are. I know I'm coming back for you. Our love is a river long, the best ride in a million wrongs. I know I'm coming back to you. And I'm happy, nothing's going to stop me. I make my way home, I make my way. I go solo, oh I go solo. I make my way home, I make my way. Meta, prosim, naj en odpre vrata, mislim, da bo kisika zmanjkalo čez 2 minute pa pol. Ja, super. A ne?
Jure Smole, domžalski kipar in strokovni vodja galerije Domžale. Veseli smo, da po 10 letih ponovno lahko spremljamo tvojo razstavo. Za začetek, Jure, klasično domžalsko vprašanje. Kaj je kultura? Kultura. Tisti, ki hodite pogosteje na naše otvoritve, veste, da je to vprašanje, ki ga Jure vedno zastavi. Vprašanje je Umetnost. Ja, sem se zdaj. Umetnost. O kulturi si danes že povedala. Ampak to me zdaj... Dela. Ja. Glejte, umetnost je najfinejša človeška vibracija. To je vse. Kratko in jedrnato. Kot sem rekla, se predstavljaš po 10 letih spet v domačem kraju. Ja. Pa morda za začetek, kako dolgo pa je nastajala ta razstava, katere priče smo nocoj? Ko si rekla 10 let, ne, je nastajala točno 10 let. Ker stvar je taka, da jaz delam, kaj se ne sliši? Malo bolj gor moraš držati. Bolj na glasno. A zdaj je boljše? Ja. Zvočnik prokupamo. Ja, opa. 10 let. Glede, to je tako, ne. Jure dela kipe tako, da gre na sprehod, prej, ko je imel še Culeta psa. In na polju je nabral veliko kamnov, pa na Dobenu je nabral veliko kamnov, pa na Veliki planini recimo je tega najdel, pa tega je najdel v Stobu, pa je najdel v Jaršah, pa v Istri, pa kjerkoli pač hodno, tam jaz najdem kamne. Jih pripeljem domov, ne, in vedno imam vse raztrgane ruzake in... In imate doma kamnolom? In imamo doma skoraj kamnolom, ja. Tam pod cipreso in posod okrog pajte je pohran kamnov in vsega, ne, šare. In tako nastajajo kipi, ne. Ne čistko, ne. To je, rekel, zbiranje osnovnega materiala, surovine. Drugače pa to nastalo v enem kratkem momentu lani, spomladi, maja. Imel sem slučajno 3 dni časa in do takrat, to se pravi do lanskega maja, sem temeljito razmislil, kako bom to naredil, oziroma kako bom vse te najdence sestavil skupaj in kam bom kaj dal, na kjer kamen in tako naprej. In pa je bila moja naloga ta, da sem najprej poiskal težišča telih upognjenih tonalitnih skal. Potem sem, ko sem to našel, sem zvrtal luknje, naredil prirobence, naredil ležaje in tako naprej, ker sem tudi strojnik, ne. In doma na dvorišču oziroma v zadnji za hišo so se tako čudovito vrteli, da sploh nisem mogel verjeti, ne. In sem jih pognal, so bili še brez teh aplikacij gor, so se vrteli in jaz sem kar tam sedel in jasno sem se tudi vajem prikladil, tako je me v hrbtu zagrabal, ne. Tudi zaradi tega, ker je pač težko, pa ne vem kaj, vse, ja, veš, to je... Skratka, ko noter padaš, je to tako zgleda pa Juretu. Ves urodje je na vrtu, vse je stresen, pa elektrika, pa uni, pa pes je laufal, pa maček je bil skozi zraven, pa vrtali smo, pa premočeni smo bili, pa kugle gor, kugle dol in tako naprej in tako naprej. No in nekako sem pol skompletiral vse skupaj v tole razstavo, ki se mi je seveda zelo dolg časa motala po možganih, ne. To ni v enem tednu, ni v enem mesecu, ampak je odrečeno v 10 letih, rečemo. Ker si ravno omenil kamne, ne? Neki kamnov ima pa še prav eno posebno zgodbo, ne? Tisti s preseri se mi zdi pa bi bilo kar zapovedati, ne? Tale, ki ga držim, ne, tole je v resnici ovink pločnika, ki se hiši zavije, ne, in v Jaršah je naša komunala to zelo veselo ven pometala in dala en kitajski granit, ne. In zdaj so tukaj na razstavi te kamni, ne, domač. Josip dol na Pohorju, to naliti. Skratka,
nočem reči, da je to nekaj, jaz tukaj v resnici nisem nič klesal, ne? Ampak samo našel sem obliko, ali pa je ona mene našla, no? Tako, bolj to. Pa teža me je našla, pa glede na to, da sem človek, ne? Pa da nisem več najbolj mlad, ne? Je to tako, da moraš najti kamen, ki ga boš lahko dvignil, ne? Pa da te ne bo vrgel, ali pa... Se malo precenjuješ? Mislim, lejte, tole razstavo sem sam postavil, ne, takle kamen tehta enih 70-80 kil, ne, plus še pol tole gor, ne, tale želez tukaj recimo, tale ima 16 kil, ne, pa ne zgleda tako, ampak to je polno, to ni vodov izdelk, ne. In tako, no, mene te masam verjamem, ne, tistim vodlim stvarim pa ne preveč, ne, za tiste, ki vem, da so vodli. No, v glavnem, te kamni so pač najdeni, ne. No, recimo tale, tega sem našel za novo leto 2017 nad Vršičem, na enem pobočju, zelo fajn, evo, dobro mi je složil in zdaj je tukaj pristal. In tako, no. Skratka, kamni so pri tvojem delu zelo pomembni. Kamni so lahko tudi najbrž živa materija in mogoče vprašanje, kako kamnom vdihneš življenje, kako jim vneseš sporočilo, spomin. Ja. Tracy Emin, angleška umetnica, taka konceptualistka, oštra pupa zelo, ne, je recimo poročena s kamnom. To nekaj pove, ne, ali pa to je v resnici zelo pomemben podatek za tole razstavo, ne. Dobro, jaz nisem poročen s kamnom, ne, ampak a veste, kamen v resnici ni živ, ne, in nič ne govori. In ničesar se ne spomne. Vse tisto, kar je o kamnu ali pa v kamnu, je v resnici v nas, ne. Tako kot vedno, za vsak drug predmet ali pa vsako drugo umetnino, ne. Umetnina se ne zgodi v predmetu, ampak se zgodi v nas. Tako da ti kamni tukaj so v resnici samo eni prebliski ali pa ena taka, ne vem, če sem malo zvit, rečem, ena ekološka obravnava, ne. Ne bom delal zdaj še novih kamnov, ker je te starih kamnov toliko, da glava peče. In se tudi iz teh starih kamnov da narediti tako razstavo, kot je tale. Razstava nosi ime prošnje, molitve in prošnje. Prošnje in molitve, ja. Tako. In se s temi molitvami, prošnjami obračaš, ali pa mi zdaj, ko smo tu kakšni transcendenci, nagovarjamo koga nagovarjamo, koga prosimo. Spet je to vse odvisno od nas, ne, ali pa je vse to, kar nagovarjamo v nas, ne. Dnevno seveda se obračamo, ali pa jaz recimo se obračam k luminoznemu, da temu tako rečem, ne. Nočem biti povezan z religijskim sistemom ali pa z neko, ne vem, z eno navezavo, ki je stara, znana in tako naprej, ne. Ampak preko to, rečemo, malo pretirano božansko v nas, ne, s katerim lahko mogoče tudi navežemo stik ali pa ono z nami ali pa tako naprej, ne, je preko en cilj te transcendencije, ne. Prosimo pa vse sorte, ne, od zelo ključnih stvari do malenkosti, do ne vem česa, ne. Hkrati pa tudi malo moramo pa tudi molati, ne. Molati moramo pa zato, da bo, ne vem, v bistvu ni nobene koristi od molitve, ne, ampak zato raje naredimo, kamne pa se vrtijo, pa to namesto nas mol, pa je v redu. Molilni mlinčki, Ja. je nekaj njihov tega tudi v njih? Ja, seveda. Ta stalnost vrtenja. Ja. Molilni mlini so bili izhodišče za izdelavo tega, ne. To je pač lamaistična tibetanska tradicija oziroma tibetanski budizem, ne,
je, rekel, iz praktičnih razlogov uvedel molitve v vetru s molilnimi zastavami in pa molitve na molilnih mlinih, ki jih vrtijo ali prišleki, romarji, menihi, duhovniki, ne vem kdo. Vsi. No in to ne načezuje kot ena slovenska, domžalska varianta molilnih mlinov. Lahko si preberete tudi naslove, ki komu lahko nič ne pomenijo ali pa veliko pomenijo. So pa vsi skupaj ena zgodba o tem, kaj med nami je, ali pa še bolj o tem, česa med nami ni. O eni odsotnosti govorijo, predvsem pa, rekel, še najbolj tiho govori pa tale ta sreden kamen, ki se pa ne vrti. Jaz sem razstavo postavil prejšnji teden že. Zelo je bila zagata s postavitvijo tega, ker je izjemno težek za enega človeka in je treba... Sem bil malo se mi poznano, da nimam več te moči fizične, po drugi strani moram pamet uporabljati. In za pamet uporabljati treba biti skoncentriran, pa predihan, pa organiziran. In zapostaviti tale kip, kakor nas gleda, ne vem, kakšna huda masa, je telega kamna enih 250 kg, približen, Že ta zgodba, kako smo kamen dobili z velike planine, je zelo zanimiva, oziroma našel sem ga nad Marjanimi nivami in sinom sva šla na veliko takrat in sem se začel spraševati, kako bi to avto spravil, in sem pogledal sina in je bilo njemu tako jasen, kako bo to spravljal. In to je bilo tako, da ga je brcnil in je zletel po klancu dol in letel nad enim avtom, ki se je točno v tistem momentu tam po uni cesti pelal. In je bilo tako malo, rekel, malo srhljivo, po drugi strani pa tako fajn leti, veste, to tako dobro frči taka masa, tale imajo tudi enih 80-90 kg. No in 90 kg dvigant, kdo dvigne žakelj cementa, 50 kg, no, tega sem tako naložil, da sem ga naložil sem gor, not so štifti in tako, No, ampak, da ne bomo zdaj o tem. Ta je osreden kamen. Velika, zaprta knjiga. Velika, zaprta knjiga, ja. Zdaj, ta je tudi tisti, ki se ne giblje, Ja. Ne premika, ne vrti. Ne. Zelo velikrat se spomnim na en prizor iz religioznega življenja ali pa iz religioznega sveta, ko je umrl eden od papežev, so na njegovo trugo na trgu Svetega Petra položili knjigo, ki je bila odprta. In tisti je bilo, jaz sem mislil, da se je Bog pripeljal, sploh nisem mogel verjeti. Veter, ki tam stalno piha, je listal knjigo, kakor da bi jo bral. In tisti je bilo tako lepo, ali pa se mi zdelo tako, evo, veter bere knjigo. In to ne katerokoli, ampak ta glavno knjigo, recimo. No in od tistega trenutka, ko sem to videl, nenehno razmišljam o tej knjigi, pa o njeni vsebini, seveda. In sem ugotovil, da v resnici je ta knjiga že zelo dolgo časa zaprta. Pa sem rekel, to je pa pol to, Evo, kako iz kamna, iz velike planine narediti veliko zaprto knjigo. Evo, tukaj jo imate. Mogoče, če se ustaviva še pri govorici oblik, ki so prisotne v prostoru, od postavitve. Zdaj, pač ta prostor je zahteval malo drugačno postavitev, Nekateri smo videli tvojo razstavo pred letom dni v Špitalu v Avstriji, kjer je bila izrazito elipsasta, Zdaj, tukaj sicer... Tudi tukaj je, ampak ne opazimo tako zelo, ker je malo pač prostor drugačen, ampak je elipsa, Ja, glejte, tale prostor je v resnici tako za tako postavitev malo nemogočne. Tale steber betonski tukaj je seveda nosilen in če ga odžagamo, bo katastrofa, Ampak nič hudega.
nič ne de. Ne. V špitalu je bil velik odprt prostor, tudi tisti je imel en steber vmes, ne. Ampak najboljš iz špitala je to, da je malo pred zaključkom razstave začela v galeriji izvirati voda iz stene. Pa sem rekel, pa to ni res, ne. Jaz tukaj o zaprti knjigi pa razmišljam, pa vse tiste zgodbe noter, iz zidu pa začne voda izvirati, ne. To je bil star grad, ne? Ja, Kled, ne vem. Ledenica gradu, ki je star 1000 let, ne, sred špitala v Avstriji. Prostor je bil iz kamnitih sten, ne. Vse blazno staro, ne, zelo arhaično. Tako, ta razstava je bila noter kot, rekel, ulita, oziroma kot samo za tja not narejena. No, ampak najboljše je bilo pa to, no, da je pač voda začela izvirati, ne, potok. Ja, elipsasta oblika, kakšna druga v resnici skoraj ni možna, ne. Tako da, kot sem prej rekel, en teden prej sem jo postavil, ne, prejšnji teden, in sem večkrat zvečer šel sem, pa nisem prižgal luči, sem pognal vse te kamne in malo užival in se adaptiral na ta prostor, ki ga kamni naredijo, na obredje pravzaprav, ki ga poženajo. Eno tako civilno obredje, to hočem poudariti, da je to civilno, da ni od nobenega društva, nobenega sistema, nobene skupine, nobenega lobija, ne, ampak so kamni v lastnem kamnitem društvu. Iščeš in poskušaš nam pomagati, da bi pravzaprav tudi mi najbrž, ko smo ob teh kamnih kaj začutili, doživeli, da bi se tudi mi morda kam vrnili. Kaj je bilo pa recimo tisto, zaradi česar potem take kamne pokažeš javnosti? Nam. Jih nam nameniš. Ja, glej. Vsak mu daš svobodo. Seveda, ne. Jaz sem kipar in delam kipe. To naj bi bila moja, rekel, poklicna zaveza, ne, ali pa umetnik, ki dela predmete, umetniške predmete ali pa predmete umetnosti, ne. In to je moj, rekel, prispevek za vsakogar, ki je tukaj ali pa ki še ni prišel, ali pa ki še mogoče bo, ali pa tudi za vse tiste, ki ne bodo nikoli prišli, pa nikoli videli tega, ne. Da lahko pridejo sem in si poženejo te kamne in si vsem tem mislejo, kar pač hočejo si misliti. Ali pa čutijo, ali se jim pa srce odpre, ali se jim pa zapre, ali pa, ne vem, ali morajo pa z glavom, ali potem tudi kakšen kamen, ali pa, ne vem, tako. Pa za tiste, ki hočejo kaj videti, ne, tukaj imamo, recimo, portret rešitelja, ne, tako da, ker se apokalipsa bliža, ne, iz one prejšnje velike knjige, zato, da boste vedeli, kdo je rešitelj, si ga zdaj dobro pogledajte, ne. Tako bo izgledal. Tole pa njegova ladja, tukaj za tavo, evo, da je malo poželjna. Ja. Ja. Rešiteljeva ladja. Rešiteljeva ladja, no in, glejte, ima kamnito jadro, to se nikoli ne bo strgal, z njo bomo odplavali, blazno delač in bomo rešeni. Ja. Jure, je še kaj, kar te nisem vprašala, pa... Teme je še zelo veliko, ne, ampak ne bomo razpredali. Molimo in prosimo, da bomo čim boljš skozi prišli, ne. Kaj ne rečemo? Zdajle imamo priliko s temi molilnimi mlini, ne, z molilnimi kamni. Pol pa vsak zase po svojih najboljših močeh. Ja, jaz vam v resnici toplo priporočam, da pridete še kdaj pogledati razstavo, ki bo odprta do 8. februarja, kajti mislim, da bo občutek, tako kot si ti rekel, ne, ko se boste sami morda ali pa v družbi še nekaj posameznikov srečali s to razstavo malo drugače, ne. Mi smo zdaj napolnili ta prostor skoraj do zadnjega kotička in seveda s tem počastili. Res pa je, da tisto, kar sva se prej pogovarjala, ne, priti, doživeti
se odpreti in nekako biti, ne? Se pa najbrž res lahko doživi v malo bolj intimni sferi, zato jih posebej poudarjam, ne? Ker dolgo bomo odprti, ne? Smo malo podaljšali in 8. februarja, ko je pa praznik, ne? Pa Jureta sicer ne bo doma, ampak bo vseeno. Jaz bom tudi praznoval, ja. Bo pa vseeno voden ogled še en, ne? In takrat bomo mogoče s kakšno glasbo popestrili in naredili en tak mogoče večer. Ti boš pa z nami tam malo Jaz bom pa v duhu bom z vami. V duhu boš pa z nami. Ja, glejte, no, ni vam treba v Tibet, ne? Ker imamo to zdaj momentalno v Domžalah, ne? Tako da ste z ogledom razstave pošparali z avionsko karto. Pa mogoče kakšno pljučno embolijo, ne, pa mandarijske, kaj tazga, ne, pa špara. Tako da, ja, gledajte, vabljeni, no, to je za užitek, ne. Teli kamni se ne bojo uporabljali sploh, ne, ker so čista trdota, ne, in jih lahko uživamo, rekel, tako transcendentno. Mogoče še kdo od vas bi želel kaj vprašati, ali bomo potem zadnjič, ko smo bili v Avstriji, se pol še taka debata razvila, ne? Vse detajle, nekateri bolj v tehnično smer, drugi bolj v duhovno, skratka. Vse lahko vprašate, ne? Ali pa skoraj vse, no. Vse bom povedal z veseljem. Zdajle imate priliko, pol mogoče spet ne vem, koliko časa bom delal. Jaz upam, da prej kot čez 10 let. Ker potem bojo mogoče spet malo lažji kamni, ne, naslednjič. Jaz lahko nekaj vprašam. Izvoli, Mojca. Ves čas gledam tale steber, ki je tenak, ne, zdaj rekel si pa, da ima tisle skoraj 90 kil, zgornja je zaprta knjiga in tale stebriček je stebriček, ampak je prelomljen, ne. A je to, zdaj mi je narodno vprašal, če je to za nalašč, ne, verjetno se zavedaš tega. Ja, mislim. Ampak skozi imam občutek, da je to ta teža, da bo vsak trenutek to, ne, zgrbelo. A je to fino imeti občutek tak? Mal miga, no. Tamle se gospod Miš že kar boji, da nekaj nanj ga pada zdaj. Tole je na štiftu, ne, tako da ne bo se treba oranjknot zelo. Zakaj je zlomljen steber? Pelargonija. Ampak bilo bi pa simbolično, da knjiga na založnika pade. Ja, knjiga. Ja, lej, hvala, no, seveda, ne. To je podporen steber, oziroma to je podboj vrat kmetije iz Stoba, ki je trenutno kup nesreče. Tam sem ga, veste, to je tako, ne, človek se voz mimo vsak dan in gleda. In kar naenkrat vidiš, pride jesen, pa ni več grmovja, pa trave, pa tega. Kakšen kamen, pa to ni res. Sam name čaka, to je moje, itak. Grem domov, pošajter ga. Jasno, in sem ga naložil, ne. Ampak naložil sem ga tako, da sem prej dobro padel s kamnom vred, ne. Se bi vam pokazal, imam tukaj tudi eno fajn rano, ne. Tudi te razstave. No, tale ima nekaj čez 100 kil, ne. No in ga je nemogoče naložiti v avto, ne. Ali pa na prikolico, nisem morata biti 2, jaz sem pa solo. Ampak a ti namenoma želiš, razen takrat, ko sta s sinom tole, da si sam pri teh kamnih? Jaz moram reči, da to mislili, da mi ne bi želeli Juretu pomagati pri postavitvi razstave, ne? Ampak to se je odločil sam. Kdo pa bo delal na mene? Jaz se s tem ukvarjam. Če sem toliko neumen, da moram imeti velike kamne, bom si pač kupil viličarja ali pa dvigalo ali ne vem, ali bom pa trpel, ne. Ampak si hotel vse to zraven tudi doživljati sam pri postavljanju, ne? Ne, veš, to ni čisto. Se gledaš kamen, ne, ki ima recimo dober primer, kamen, ki ima več kot 1 tono, je ležal tamle v magistrali in so kopali en fajn kanal Štromarji. In jaz skombiniram bager, kamen
Jure, sam še prikolico rabim. Grem domov po prikolico, pa šibam tja, rečem bageristu, ta kamen mi prosim nalož na prikolico. Ok, ga zagrab žlico, neki se matalatam, ne vem kaj počel, kamen pade iz žlice v prikolico, z vogalom, lukna. Oh, Jezus. Pogledamo od spodaj 10 cm, tal se je ustavil, prikolica je bila kolesa čist zvita, vse zbit, vse fučne. Ga je panika zagrabila, spleza ven, komu pa zdaj, Nikolaj, se bom, počas bom do doma pripeljal. Pripeljem do doma in prikolica seveda, to je bilo težko, res je bilo težko, ne. In jo nisem mogel odpeti iz avta, ne. In nisem vedel, kaj ne naredim, da jo bom odpel, ker treba dvigati, ne. In tako naprej. Pol se začnejo, veš. Ampak takrat, ko si ti, ko si vesel, ne, ko si srečen, recimo, da rečem, to je pa kamen, ki je v bistvu jaz, ne. Imaš energijo in Asterix in Obelix delata, ne. To ni problema. Skratka, tako to je, no. Ampak pol seveda plačaš, ne, plačaš, križ te boli občasno, Všipne. odložiš mačka, ne, in te všipne in si pol 10 dni gotov, ali pa 14 dni in tako, ne. Ampak ti si potem takšen, da hodiš, kjerkoli hodiš, ne, je vse to, ta hoja vedno malo pozorna, predvsem na kamne. Jaz sem lovc, jager. Dobro, da je ženo najdel. Sam kamne gleda. Jagrova žena, gremo na sprehod in ga že vidim tam, en črn recimo, pozim zdajle je fajn, kaj so prevrane njive in črni kamni ven lezejo, tamle na pol. Točno ne vem, kje so, potem jih dam pa v kraj, ne, in jih imam skozi na umu in jih pol enkrat poberem, recimo, malo kasneje, če grem z avtom ali kakorkoli. Tako to gre, ne. Plus, ne samo na kamne, kje vajo tamle. Veliko, oziroma srce velikega motorja. A ni to nekaj čudovitega? Čeprav je zarjaveno in zelo ubogo in rekel na koncu življenja, ne, ampak mimo tega zobnika sem hodil 10 let, ne, več. 18 let smo hodili z njim na Hvaru, je bil parkiran najprej kot vitel za čolne Manolič iz morja. No in potem je lastnik tega očitno to nehal uporabljati in je morska voda naredila svoje, tisti vitel je razpadel in ga je nekdo iz jezera, ne vem kaj, zabrisal nekam na ene skale. No in potem sem ga še tam 5 let gledal in sem pa rekel, ta je v resnici moj prijatelj, to je del mene in sem vedel, da je to točno srce velikega motorja, pa nič drugega, ne. In je šel z mano zdaj in je v Domžalah pristal. In takole izgleda. Če komu ni jasno, kako to izgleda, veliki motor, tam je njegov vitalen del. Unne tam recimo, ne. Pismo iz prihodnosti. No, morate verjeti, greste na Osovnika v Bohogradzih in na eni določeni višini so čist taki tanke plasti kamnine. To je kot v raju. Zame je, kot bi se, ne vem, kdo pripeljal, ne, vrhovni izdelovalec samih dobrih kamnov. In to je unbelievable, ne. Tam vse piše, na unem kamnu je vse napisano, kaj bo. In tako, ne. Vednik Jure, jaz tu take kamne pobiram po Krasu, ne? Ja? In ali to vi veste, da je hujš, če ti tam kraševcu ženo nabrišeš, kakor pa če mu kamen odbiraš. Pazem na to. Bravo. Res, se za kamen bolj boji, kot za ženo, ker ni to. Mi je povsem jasno. Tudi vem, zakaj in kako. Sodelujem s kraševci veliko, doskrat sem tudi tam in poznam te, rekel, njihove strahove, no, tako da se tam moram malo nazaj držati. Tebka pa še nihče ne je odpeljal z dvorišča. Ne,
Ne, za kamne ni zanimanje. Par so mi pobrali z vrta, ja, to je bilo enkrat, ja, kamna pa tenka še niso odprli. Dobro, na srečo. Ja. Še kdo? Ljudi? Kako? Zakaj si rekel, da kamni niso živi? Si zajebam. Kamni niso živi, zato tega, ker zares niso živi. Kako? Kamen je živ? Ok, super. Se bom oglasil kaj, kakšnega živega. Še kakšno vprašanje? Če ne bi bil živ, te itak ne bi nagovoril in potem tega sploh biti ne bi mogli, ker brez, bom rekla, te interakcije med kamnom, ki se poglobiš v njega, pa vidiš potem neke oblike in neke stvari, ki si jih naredil. To je sicer... To je zdaj, bom rekla, posplošeno, drugače pa kamen To ni je, živ. rekel je taka zelo romantičen komentar, ne. V resnici je pa, a veste, do kamna je treba biti neusmiljen, ne. In dokler sem jaz kamen klesal, veste, to ni tako, da bi tam neki praskal, pa neki božal, pa to. Sedaj se nič ne pozna, ne. Morate imeti silo, moč, čas, plus računati morate, da boste popolnoma razbiti, ne, fizično vas popolnoma potolče, roke imate totalno krvave, ne, po kamnu teče, ampak to je tak užitek, da ne morate verjeti, ne. To je tista prava stvar, veste. Ker roka je tako trojna, da več majca ne zaganeš, ker smo Itak. kako podaraš, ne? To. Ja, no, da malo fališ, ne, pa to, ne, pa fajn boli. Ampak, a veste, kamen, v bistvu zemlja je iz kamna narejena cela, ne, in tega je nezamisljivo ogromno veliko. Tako da jaz nimam, rekel, nobene romantične predstave do tega, ne. Ubriž ga do konca, pa ti bo nazaj vrnil in boš macolo nazaj v glavo duh in tako naprej. Pa še se nam nič pozna, ne. Tako, rekel, to sem jaz spoznal o kamnu, ne, rekel, iz tiste romantične, da je treba imeti spoštovanje, pa ne vem kaj. Ne. Užgi ga. Kjer si rekel, najprej sem vsem kamnom težišče določil, pa mi je zdaj malo stram, ampak skozi razmišljam, kako si to naredil. Ja, to je tako, ne. Na odpadu sem našel eno fino konico, železno, ki jo imam na mizi, na podstavku, potem pa ročno dvignem tale kamen in ga polagam toliko časa, da je približen v balansu, ne, da je uravnotežil, da ne pade na nobeno stran. In tam je težišče, vzamem flomaster in narišem krogec. Kaj pa ti zdaj, ki ne moreš dvigati? Tistmu pa pač ne določim težišče. In pa Bog pomagi, ne, hvala. Bruno en tono pa pol, ne, ker ga imam na dvorišču, sem že pogruntal, komu bom težišče določil, ne. Taka zelo preprosta stvar, ampak je bilo treba razmisliti, ne, ni kar tako nekaj, ne. Tudi to bomo naredili. Prav to ne umno težišče tam, ki je luknjo pri kolci. Recimo, no. Tako, nekaj bomo povezali z tega. Ja. No, tako, določim težišče, ne, in tam je v resnici parcela oziroma center te parcele, kamor dam to hiško, ki je od spodaj, oziroma škatlico z ležaji in tako, ne. Pol pa vsi kamni niso seveda enaki, pa niso enakomerno sklesani, pa mase nimajo tako, ne. Recimo zlasti tisle pred tabo metka, ne, ime mu je Dokaz, ne. Ta je lump, ne. Evo, zdajle se bo, ja, okej, ustavil se bo. Ta je edini, ki dokazuje to, ne, da se bojo vsi ustavili. Da se ta prvi ustavil, kaj ga poženeš. Dokaz. Kako? Smer vrtenja. Ja, gledajte, ste pa samo dve, ne. Si kemik, pa ne, desno. se veš kaj, desno so. Jaz sem navajen na desno vrtiti, no. Tako da se v desno vrtijo. Namreč sem malo pristaš simbolov, ne.
nekaj se mi je pa pozabilo vprašati, v zvezi z Jungom pa nič hudega. No? Malo sem, tako veliko sem razmišljal o simbolih in tako naprej, in gor in dol, ne. In imate seveda ene nove simbole, ki so simboli mogoče zdajšnjega časa ali pa celo prihodnosti, ne. Malo so špiralasti in imate levosučne pa desnosučne špirale, ne. Desnosučne predstavljajo sonce, levosučne pa luno. In vse vetrnice imajo isto simboliko, ne. Ene predstavljajo luno, druge pa sonce. Vse je pa povezan pol malo z merjenjem časa, pa tako, to pa ne bom. Gozdnost je pa, ne, rečemo, lipce, doben, pa čem še niška planina. Še to biologija osnovna, ne? Desno-sučna tudi. Dragi, vsi, ki ste prišli, zelo cenim vaš napor, da ste se podali v galerijo, podihali smo vas zrak. Uživajte, evo, Mojca vab na cigaret, tam ne bomo malo vinčka napočili, dajmo se malo družati, še kaj vprašajte, povejte. Drugače pa lepa hvala, da ste prišli. Jure, tebi hvala za razstavo. Upam preko. Razstava je odprta. Še moment. Še eno zelo zanimivo vprašanje se je meni porajalo, ko sem Jureta opazovala, ne, večina malo starejših moških postaja lepo siva, ne. Jure pa tukaj, če boste bolj podrobno pogledali, dobiva take zlate lase, malo, ja. Zlat-zelene, ne. Zelenkasto, zlato, zelene, ja. Kaj je to za ena patina? Ja, Mojca je prav povedala. Ker delam tudi kipe iz brona in medenine in tako naprej, ne, je jasno, da zraven malo bakra pojem, ne. No in ta bakar se potem izloča v belih premenih, ne. Točno tole parcelo tukaj sem podedoval od starega fotra, on je imel pa tukaj take dva bela štrajfna, ne, ker indijanc je bil. No, jaz imam pa pač malo zelene, zato ko gre bakar tukaj not, ne. To pa za zaključek, zdaj pa res druženje, hvala vam, da ste prišli in se vidimo, ne vem, naslednjič galerijo na Potepu. Galerija na Potepu, V Ljubljano gremo. 17. februar. Ja, Ljubljana, Mari Grenko, Mari Pregl in erotično kipar stojijo na Meštroviča v Cankarjevem domu, prijazno vabljeni. Naslednja razstava Maša Gala. Tako. Thank you.